pozdravljeni. Laskavi naziv najgostitelj kolesarske dirke po Sloveniji 2025 je letos pripadel občini Ormož. Pri izvedbi minule 31. dirke po Sloveniji je sicer sodelovalo kar 48 destinacij. Dirka, ki jo spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu, je postala ena najlepših zgodb slovenskega športa in promocija države. Podelitev naslova najgostitelj je potekala v Beli dvorani Grajske pristave v Ormožu. Ja, in sedaj, spoštovane gospe in gospodje, trenutek, ki smo ga nestrpno čakali. Za nami je skoraj ura ali pa dobrih 40 minut polna lepih misli, iskrenih besed in dokazov, da dirka po Sloveniji ni le športni dogodek, temveč prava zgodba o povezovanju ljudi, krajev in vseh mogočih idej. Vsaka občina, ki je letos gostila etapo, je s ponosom, predanostjo in srčnostjo prispevala k uspehu letošnje dirke, zato že sedaj iskrene čestitke prav vsem. A kot vsako leto je tudi tokrat komisija morala izbrati tisto destinacijo, ki je izstopala po svoji organiziranosti, pristnem gostoljubju, domiselnosti in celostni predstavitvi kraja. Drage dame in gospodje, tukaj je trenutek resnice. Kdo bo nosil laskavi naslov najgostitelja dirke po Sloveniji 2025, gospod Bulc? Ne vem. Moram prebrati. Ormož. No, najbrž ste uganili že potem, da smo se zbrali v Ormožu, da je Ormož zmagovalec. Lahko vam odkrito povem, zdaj, ki je že obelodanjen, da smo ga že lani imeli tik pod vrhom, oziroma lahko bi že lani zmagal, ampak sem rekel, te so tako zagnani, dajmo jih prišparati, čez eno leto bodo še boljši, ne? In to se je zgodilo. Ja, no in zakaj v bistvu smo podelili prav Ormožu to, bomo podelili to visoko priznanje športne igre mladih, udeležba 600 otrok, ki so prišli po igrah na cilj navijati za kolesarje. Udeležba na cilju 200 gimnazijcev, od katerih jih je 90 gimnazijcev sestavljalo zeleno kolo, vidno iz zraka pred gasilskim vadbenim centrom. Udeležba 130 prostovoljcev, kurenti so zažigali seveda prek Eurovizije, ne prek Eurošporta po celem svetu. Člani Avto-moto zveze Slovenije starodobniki so navijali ob trasi. Navijaški kotiček centra za starejše občane, največja športna prireditev leta. Skratka, v Ormožu se je res dogajalo. In v bistvu tudi tisti finalni, recimo, šprint je bil tak, da je dvignil razpoloženje in seveda po prireditvi
je sledil pa še štajerski špricer, ne, ali prleški. Ne. No, tako, skratka, jaz vabim zdaj gospoda župana, da pride po to visoko priznanje. Mislim, da je to priznanje resnično eno najlepših športnih priznanj v Sloveniji. Izhaja pa iz kraja, ker sem jaz preživel svojo mladost in ker se je rodil Ivan Cankar. Gre za repliko 5200 let starega in najstarejšega kolesa z osjo na svetu, ki so ga našli v Ljubljanskem barju in dejansko predstavlja častitljivo nagrado, ki je v ponos Ormožu. Nagrado sta prevzela Valerija Kolenko, vršilka dolžnosti direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, in župan Danijel Vrnjak, ki je med drugim povedal. Res smo presenečeni, pozitivno presenečeni, res se je trud poplačal. Konec koncev imeli smo 3-krat dirko, 3-krat istega zmagovalca, kateri nam je tudi po dirke poslal dres s podpisom, to se pravi spoštovanemu gospodu Grünewegnu se tudi lepo zahvaljujemo, da tudi on na nek način očaral naš prelepi kraj. Zdaj, ko smo pregledali sam video Slovenije v povezavi z dirko po Sloveniji, res lahko vidimo, v kakšni prelepi državi živimo. In preko so bile omenjene številke 7,9 milijona enkrat, drugič nekaj več kot 14 milijonov. Ko Slovenijo pokažemo tako daleč med toliko ljudi, smo res vsi skupaj lahko ponosni. Zato iskrena hvala vsem tistim, ki se trudite, da kolesarstvo v Sloveniji živi, da to dirko po Sloveniji doživljamo in tudi iskrena hvala se pravi vsem tistim, ki ste tudi Ormožu dali priložnost, da smo se lahko pokazali in da po 3 letih držimo to priznanje. So pa podelili še naslov najbolj izvirna destinacija, ki sta ga prejela Litija in Šmartno pri Litiji. Tam so številnimi simboličnimi in kreativnimi idejami ustvarili nepozabno vzdušje. Postavili so oglarsko kolo z 2 kopama, pripravili živi zemljevid Slovenije in uprizorili prihod kolesarjev iz rudnika Sitarjevec. Komisija pa je podelila še posebno priznanje za najbolj prizadevno lokalno skupnost, ki jo je prejela krajevna skupnost Grobelno oziroma Spodnji Vrh nad Stopčami. Tam so prav za potrebe dirke asfaltirali 4 kilometre lokalne ceste, ob progi postavili žičnico z zelenimi kolesi in postavili premikajočega zelenega kolesarja na traktorju, ter še vrsto atraktivnih domislic povezanih s kolesarjenjem. Tudi Razvojno-raziskovalni center Ormož se je z dogodkom Dan za trajnostno mobilnost, Dan za prihodnost, ki je potekal v okviru evropskega projekta Urbact e-Connecting, pridružil aktivnostim v Evropskem tednu mobilnosti. Z različnimi dogajanji na Kerenčičevem trgu, ki so potekala minuli petek dopoldne, je dan prinesel tudi okroglo mizo, kjer so poznavalci in strokovnjaki razpravljali o izzivih in priložnostih mestnih jeder pri uvajanju trajnostne mobilnosti ter oblikovanju zelenih in ljudem prijaznih prostorov. Dogajanja so se začela ob 9. uri in trajala nekaj čez poldan. Na Kerenčičevem trgu in okrog hostla je bilo možno preizkusiti e-kolesa in e-skiroje, spoznati električni avtomobil in ga primerjati s klasičnimi avtomobili, se seznaniti z varnostjo v prometu, se naučiti na hitro popraviti kolo ali se ustaviti ob stojnicah ormoške policije, Centra ponovne uporabe in Razvojno-raziskovalnega centra Ormož. Pa to še ni bilo vse. Na ustvarjalnem odru je potekal prikaz vožnje z monokolesom. Z glasbo je razveselil gimnazijski bend, s plesom pa plesna skupina Mavrica.
Zelo zanimiva pa je bila razprava oziroma, kot rečemo, okrogla miza, kjer so poznavalci in strokovnjaki predstavili svoje zamisli o zelenih mestnih jedrih in trajnih mobilnostih. V razpravi, ki jo je vodil Boris Kevc iz Razvojno-regionalnega centra in iz Regijskega centra za mobilnost Podravje, je sodelovalo 6 udeležencev. V viziji razvoja mestnega jedra je spregovoril župan Danijel Vrbnjak, ki je med drugim dejal: Moram reči, da smo z podjetjem LUS tudi zadevo dobro predebatirali, tudi napravili kar nekaj delavnic, se posvetovali tudi z občankami in občani, z vsemi tistimi, ki se nekako z mestom družijo oziroma dihajo, na kakšen način zadevo zapeljati. Prišli smo do odličnih predlogov, jih moram reči tudi dobro zajeli v ta trg. Zadeva je zrela, vidite na videoposnetku je že prikazano, kako bo to izgledalo. Zdaj seveda pa je na nas tisto, da pa še finančno zadevo zložimo, ampak jaz verjamem, da nam bo to uspelo in da bomo preoblikovali trg takšni, kot si ga želimo občanke in občani, tisti, ki z mestom dihajo, in pa da privabimo spet spekter ljudi v ta del mesta, da se začne dogajanje, doživljajske takšne in druge zgodbe in da začne spet naš trg živeti. Sledila so mnenja ostalih sodelujočih na okrogli mizi. Jošt Šmajdek iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je spregovoril o trajnostni mobilnosti v mestnih jedrih, kako lahko s pametnimi prometnimi rešitvami, kakovostno peš- in kolesarsko infrastrukturo, dostopnim javnim prevozom ter zmanjševanjem avtomobilskega prometa oblikujemo bolj zdrava, varna in privlačna mestna jedra. Zato se v zadnjem času ukvarjamo na ministrstvu z ukrepi, ki bi nadomestili oziroma spodbudili uporabo drugih načinov, trajnostnih načinov prevoza, ne pa osebnega vozila. In en izmed velikih ukrepov v zadnjem času, ki ga pripravljamo, je uvedba prevozov na klic preko sklada za preko podnebnega sklada. Bo pridobljenih kar nekaj sredstev za naslednjih 7 let in v okviru teh sredstev se bo kot, recimo temu, 4. steber lahko javnega prevoza začelo uvajati prevoze na klic. Če gledamo osnovni steber javnega prevoza je železniški promet, ki se pač razvija in nadgrajuje v zadnjem času. Res da je nekaj težav, ker pač potekajo obnove, logično, ne. Drugi steber je javni potniški promet v medkrajevnem prometu, tretji so mestni potniški prometi tam, kjer obstajajo, in potem je 4. steber za tiste predele, kjer z železnico, medkrajevnim avtobusom in mestnim avtobusom ne moreš doseči prebivalstva, se pa potem z manjšimi vozili pripravlja ukrep prevozov na klic, ki bo zaživel v roku 3 let, kar je trenutno po planu. Zamišljeno je pa tako, da se bo najprej uvajalo postopoma, s testiranjem po enim vozilom na vsako statistično regijo, se pravi skupno 12 vozil, in potem se bo to postopoma razširilo na 200 vozil v prometu v celi Sloveniji. In tukaj bomo tudi potrebovali povratno informacijo, se pravi od uporabnikov, ki jo pa nekako pričakujemo preko regijskih centrov mobilnosti. In pa seveda tudi z podobnimi ukrepi, kot je državna celostna strategija oziroma na nivoju občin, občinska celostna strategija, ker če sem prav seznanjen, je v zaključni fazi. Dr. Ajdan Cerar, urbani sociolog iz Inštituta za politike prostora, je spregovoril na temo mestni trg kot središče družabnega življenja in skupnostnega prostora. Ampak kot rečeno, nimamo pa neke magične rešitve, ki bi zmeraj v vseh trgih delovala, zaradi tega zmeraj zelo poudarjam testiranje različnih vsebin, merjenje, kaj se zgodi, in potem spodbujanje tovrstnih vsebin z občutljivostjo nad razmerjem vsakdanje rabe in spektaklom. Obojega mora biti ravno prav. Dve populaciji v osnovi napolnita trg, eno so stanovalci, eno so obiskovalci, in razmerje med temi dvemi populacijami je bistveno, da ni preveč obiskovalce oziroma premalo, ker samo prebivalci pa praviloma tudi niso dovolj, da trg napolnijo s tem občutkom živahnosti, da je trg živ, da živi z mestom in tako naprej.
Karmen Razlak iz Razvojno-raziskovalnega centra Podravje je spregovorila o Dravski kolesarski poti, ki bo priložnost za povezovanje mest in skupnosti ter razvoj turizma. Ja, Dravska kolesarska pot, Drava Bike, jo mi komuniciramo s sloganom doživetje za vsakim zavojem. Kar pomeni dejansko Dravska kolesarska pot kot mednarodna kolesarska pot povezuje ne samo države, povezuje regije, kraje, mesta, vasi in s tem nudi en preplet, bom rekla, doživeti uporabnika, naj si je to lokalni obiskovalec, torej prebivalec teh mest in regij, ali pa dejansko v bistvu turist, ki pride iz tujine in s tem doživi ta preplet urbanega z naravnim, ker namreč skozi potek poti se tebi preplete tukaj veliko različnih krajev, vasic, reka kot taka, pa seveda vse to skupaj povezuje. In dejansko skozi partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, kjer seveda sodeluje več deležnikov, partnerjev, stremimo k promociji te poti in seveda uporabniki, ki so na tej poti, dejansko lahko doživijo vse to, kar skupaj ponujamo. Urška Krajnc iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je v nadaljevanju predstavila urbanistične in oblikovne rešitve za Kerenčičev trg v Ormožu. Ureditev bo prinesla zanimive vodne postavitve in veliko zelenja. Poleg tega mogoče je bil še poudarek tudi na trajnostni mobilnosti, kjer smo poskušali cesto sicer ne umikamo prometa, ampak jo poskušamo bolj povezati s trgom oziroma prečno povezave čez trg vzpostaviti bolj kot so zdaj, kjer je cesta čist ločena od trga. Pa še mogoče to, da tudi to ravnanje z deževno vodo smo vključili v zasnovo, tako da deževnico zbiramo in jo omogočamo tudi zalivanje vse te vegetacije v času, kadar je to potrebno. V mestu po meri mladih je spregovoril ravnatelj osnovne šole Ormož Aleksander Šterman. Pravi, da po pogovoru z mladimi zaključuje in da si želijo več zelenja, različnih klopc, več prostorov, ki spodbujajo njihovo aktivnost in njihovo druženje. Tako da glede na vse to videno v nekih trenutkih, ko se je predvajala tudi ta prezentacija, moram tudi jaz potrditi, da zagotovo bo po meri naših otrok. Hvala. Hvala lepa. Upam, da na trgu ne bo Wi-Fi-ja in interneta, da ne bo izgledalo to kot moderne avtobusne postaje, ko se vsak dan vozi pa 10 otrok stoji na avtobusni postaji, pa vsak svoj telefon gleda. Je pa bila želja. Med željami je bilo tudi ravnatelj klopce z Wi-Fi-jem. Podjetnica doktorica Nataša Majcen je spregovorila na temo, ko zaživijo ulice, mestna jedra kot priložnost za podjetnike. Se pravi, podjetniki ne moremo več stati v zakulisju dogajanja, ampak se moramo približati, moramo se vključiti v to dogajanje. In sicer, kje jaz vidim izredno priložnost, je v doživljajskih delavnicah. Mi moramo stopiti ven iz fokusa, ki je samo temelji na prodaji, ampak moramo ponuditi več, moramo ponuditi doživljaje, navdihe, povezanost, stik. Vse to moramo začeti vključevati tudi v našo ponudbo. Oživljanje mestnih središč je izrednega pomena tudi za turizem, je v nadaljevanju še poudaril župan. Tako da so vsako mnenje, namig oziroma predlog dobrodošli, saj spodbujajo iskanje inovativnih in konkurenčnih aktivnosti in posledično nastajanje, rast in razvoj malih podjetij, ki bi delovala na Kerenčičevem trgu. Toliko z okrogle mize, sicer pa je minuli dogodek bil namenjen predvsem ozaveščanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti ter spodbujanju prebivalcev k uporabi okolju prijaznejših oblik prevoza.
kot so hoja, kolesarjenje, skupna vožnja in uporaba javnega prevoza. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, enota Ormož, je v sodelovanju z gasilcem in zbirateljem Mirkom Fekonjo v avli občinske zgradbe postavil razstavo, posvečeno 70-letnici Gasilske zveze Ormož. Razstava, ki prinaša predstavitev vseh 15 prostovoljnih gasilskih društev v zvezi, bo na ogled do konca oktobra. Zbrane na odprtju razstave so s pesmijo pozdravile članice ženskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož. Razstavo je predstavila in spregovorila o poslanstvu gasilskih društev in neutrudnih gasilcev soavtorica razstave Nevenka Korpič iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Nato predsednik Gasilske zveze Ormož Dejan Jurkovič, ki je predstavil zgodovino oziroma razvoj dogodkov v Gasilski zvezi Ormož, ter župan Danijel Vodnjak, ki je razstavo tudi odprl, ter spregovoril o tradiciji prostovoljstva, ki ga gasilci skozi številna nesebična dejanja in aktivnosti izkazujejo v lokalni skupnosti. Razstava, ki bo na ogled do konca oktobra, prinaša. Današnja razstava je priložnostna razstava in sicer Gasilska zveza Ormož deluje že približno oziroma točno 70 let. V letošnjem letu je velik jubilej, zato smo ob tej priložnosti postavili na ogled razstavo, kjer prikazujemo delovanje vseh društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze. Seveda pa smo v vitrinah na ogled postavili tudi posamezna priznanja, zahvalne listine in pa tudi predmete, ki so v lasti Gasilske zveze Ormož. Moram reči, da res gre za priložnostno razstavo, smo si pa zadali nalogo, da v prihodnosti zberemo fotografsko in arhivsko gradivo in vse skupaj nekako obeležimo v priložnostnem zborniku, saj si to tudi Gasilska zveza Ormož, v okviru katere delujejo gasilska društva, kakor tudi številne komisije in pa tudi posamezniki, torej si to tudi zaslužijo. Leta 1955 je bila ustanovljena Gasilska zveza Ormož. V sklopu takratne ustanovitve je delovalo 17 gasilskih društev. Na tem območju sta delovali še 2 gasilski zvezi, in sicer Ptuj, katerega so bile vključene Desnica, Podgorci in pa Cvetkovci, ter pa Gasilska zveza Središče ob Dravi, kjer je bilo Središče Obrž in pa Gasilsko društvo Vitan. Potem skozi čas sta se Gasilsko društvo Vitan in Kok združile v Gasilsko društvo Vitan Kok. Prav tako je prenehalo delovati Gasilsko društvo Bratunečice. In leta 1980 je bilo ustanovljeno industrijsko gasilsko društvo
tovarne sladkorja Ormož, ki pa je delovalo do leta 2008, takrat, ko je delovala tovarna sladkorja. Leta 2008 pa so se tudi odcepili 4 gasilska društva iz trenutne občine Sveti Tomaž in pa leto pozneje, leta 2009, 2 gasilski društvi v Središče ob Dravo. Tako da od leta 2009 do danes na našem območju deluje 15 prostovoljnih gasilskih društev, ki smo na območju občine Ormož. No, to pomeni, da pravzaprav ta razstava teh 15 gasilskih društev predstavlja. Ja, danes predstavljamo 15 gasilskih društev, ki trenutno deluje, drugače pa v naši zgodovini, v naših arhivih pa seveda nismo pozabili tudi na gasilska društva, ki so skozi zgodovino delovala v sklopu Gasilske zveze Ormož. Kar se tiče novosti v Gasilski zvezi, je tudi prapor. Ja, ob praznovanju 70 let Gasilske zveze Ormož smo razvili mladinski prapor. To je prvi mladinski prapor, ki ga je naša mladina dobila v naši gasilski zvezi, tudi na nivoju društev, še nimamo mladinskega prapora, tako da smo tudi tukaj obeletanili oziroma obeležili na nek način tudi to slavnost in izkoristili to priložnost, da razvili mladinski prapor, tudi našim mladim dali to pozornost oziroma čas, da imajo svoj prapor. Občina Ormož gasilska društva oziroma gasilsko zvezo tudi finančno primerno podpira, saj smo na gasilce in njihove večvrstne aktivnosti zelo ponosni. Seveda smo ponosni, tako kot je bilo povedano, gasilstvo ima pri nas veliko tradicijo, veliko zgodovino, tako da absolutno delovanje društva je zelo pomembno. Konec koncev tudi gasilske zveze. Gasilska zveza se absolutno trudi, da so tudi društva posamič dobro organizirana, dobro opremljena. In jaz moram reči, da v teh 70 letih je bilo na področju gasilstva marsikaj napravljenega. Konec koncev, če pogledamo vseh 15 gasilskih društev z vsemi gasilskimi domovi, z vsemi vozili, z vso opremo, kar je najbolj pomembno tudi delo z mladino, za člane. Tako da jaz mislim, da imamo to v naši občini zorno napravljeno, zato res zahvala vsem prostovoljnim gasilskih društev, gasilskih zvezi, da je to tako skrbno in pa dobro organizirano. Občina se kar trudi pomagati gasilskim društvom. Kako, na kakšen način? Ja, sigurno finančno tudi pomagamo, se pravi, tudi za obnove, za vzdrževanje gasilskih domov, potem za nabavo posamične opreme, potem tudi za nabavo samih gasilskih vozil, potem za delovanje samih gasilskih društev kot gasilske zveze, tako da kar nekaj sredstev se namenja, ampak moram reči, da vzorno tudi pripravljamo plane in se teh planov res držimo, tako da v 5-letnem obdobju res gasilska društva pridejo na red na posamičnih področjih in to nekako vzorno in pa moram reči, dobro delamo. To se je že delalo, bi rekel, pred mojim prihodom, da so se sredstva usmerjala v samo gasilsko društvo, v samo gasilsko zvezo. In to je sedaj nekako rezultat, da imamo, vsaj moje mnenje tako, da imamo gasilsko društvo res dobro opremljeno. V 15 prostovoljnih gasilskih društvih na območju občine Ormož deluje okrog 2000 članov. 9 društev deluje kot društvo prve kategorije, 5 društev kot društvo druge kategorije in 1 društvo četrte kategorije. Po številu društev je Gasilska zveza Ormož druga največja gasilska zveza v Podravski regiji. Za konec pa še malo spominov na čas, ko se je travnike kosilo z ročnimi kosami in ko je košnja bila družabno opravilo. Kako je to kmečko opravilo potekalo včasih, bodo v nadaljevanju prikazali člani kulturnega društva Osluševci. Nekaj desetletij nas najbrž loči od časov, ko so se ljudje družili na različne načine. Tudi košnja travnikov, čeprav težaško delo, je bila družabno opravilo. Šlo se je pomagati sosedu, ta pa je uslugo vrnil, ko je bilo potrebno. In travniki so, ko je bil čas za spravljanje sena, bili družno pokošeni. Ni slučajno, da so se kohci zbirali ob prvem svitu, ko je bilo slišati le še kakšnega petelina in jutranje žvrgolenje ptic. Namreč v rosi kosa teče kot britev in tudi vroče ni.
Na travnik so se kosci običajno odpravili takoj po prvem okrepčilu, izmenjali nekaj besed, kmalu pa skrbno sklepane kose zavihteli na ramena. Pero! Dobro jutro. Gremo. Dobro jutro. Kaj zdaj, gazda še ne stano? Ne vem, a je, ne vem. To je vena 6 nočke še. Ja, lahko ga še spi. Bog daj, dečke, lepo, ki ste prišli. Gnes imamo fejs dolgi den, imamo dosti za pokosite. Najprej za začetek pa bomo si malo splahnuli zobe. Tako se spodobi, ne? Ja. Že ob eni v kip se zbrali, niti se še ne dali. Kaj ste malega, vem spisa, se mali glita glav glista dobi. Ja. Ti zglaža, kar rukne. Boš? To ta mloda glista na iju, veš? Kaj ne. Kdo začne za deklinami gledati, moraš luk narediti. Kak se krasta trga, tak moraš. Kdo ti je klepa, Slavko Valjento? Dugo leta, ja. Se vidi, se vidi. Da bi se ti med letom to spuno. Gazda, kje ide južno? Južno, da tam damo hektar pa pol rešili. Da zadosta za gnez. Ja, bo vela. Put nevega bu, ne? Da put nevega. Imoj doma spalo. Če ne pa bomo šli gor. Kak se kosti striže, tak bo kosa reže, tu veš. Kosa reže, ja. Gospodarjeva komanda je padla. Dane, prvi plast je tvoj, tako jak vsačno leto. Te pa gremo. Ni bilo časa za obotavljanje, kosa je pela. Šnit, tako da šnit, šit, vse naenkrat. Aha, to se za isti cajt za malo. En šnit, Aha, je mučate to en tako. šrit. Aha. Nekaj bi vsak šli po svojem moha. Aha. Kosa že poje, kaj na goro, kaj na zeleno goro. Vmes je bilo treba nabrusiti kose. Boljša je bila kosa sklepana, lepše je košnja tekla in tudi sprotno brušenje je bilo lažje. Za eno in drugo je bilo potrebno kar nekaj spretnosti in znanja. To se je prenašalo iz roda v rod. Tu so nam nekda pravzaprav Antoličev oča pogodali. Dedek. Ja, ono, dobar bi. Dedek, ja, on mojster tu, ne? Kak more kosa jake, dosti gore naš, kad ti segneš, ne, na špic, ne. To je pravilno. Pa Tako se radišča njog podpazeho, pa tuto do kosa segno, do špica. Te je bila kosa pravilno. Te je pravilno raztegljena. Zategljena, mislim, ja. To so tak, to je stari košci so rekli tak, le, ti samo brisi, ti samo brisi. Ja, ne, kako ne potle, ne. Te se zabrisal. Zabrisal, tega pa to še rebi, že. Temo si dvakrat, trikrat potegnil, pa že ima, ne. Ja. Posebno je bilo odvisno od... Nekda najbolj bilo tukaj, ne bilo gnojila, ne. Nekaj bi imel zdaj tačno trovo, kak ima zdaj. Teba tu po travniki je rosla, mi smo rekli belica. Tisto pa ni rado vrezalo. Ne, tisto se pospeljalo. Ne, kaj se kosa pospeljala, ne. Tu so meni meglo je, ti notrje, veš. Ti proti, nekaj. To proti, ti si oči notrje. To da ne oči notrje. Ja. To je bilo takšen pesek. Tu bila sama belica.
Ne? Tu si moram imeti takšen ojster koso to, resen, če si kaj odrezal. Sonce sije, dež rosi, so zeleni travniki. Sonce sije, dež rosi, so zeleni travniki. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Ko sobrusim, jo poskusim na zelenem travniku. Ko sobrusim, jo poskusim na zelenem travniku. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Če mi kosa ne kosi, potem pa pojdem k ljubici. Če mi kosa ne kosi, potem pa pojdem k ljubici. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Časi zlati, zlat je čas, slišal sem samoten glas. Dečki, dajmo naprej, gremo! Kosci so radi tudi zapeli. Brušenje kose je pomenilo tudi krajši počitek, petje koscev pa počitek za dušo in znanilec, da travnik ne sameva več. A je hitro bilo treba nadaljevati s košnjo. Pa se je le prikazal tudi gospodar, ki ni prišel praznih rok. Stojte, dečki! Pijača je prišla! Za suha grla! Sam Bog te posla. Pridni ste, malo še pa mu fertik, Todega smo čakali, ne? Čeprav ga malo samo do. Malo ga do, malo. Sam Bog te je prinesel. Ja, to vsak ti rekel do zdaj. Dobro je zraslo letos. Bu, nekaj se bu. Po kratki osvežitvi se je košnja hitro nadaljevala. Vse, dokler je še bilo vsaj malo rose in dokler ni postalo prevroče tudi za kosce. Pod rožnato planino grabila je zelo. Od veselja in radosti si je pila pesmico. Od veselja in radosti si je pila pesmico. S planine dol pribliskal, sosedov ga
si fantič prišel, da zmešaš mi glavo. Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. In prišel je čas za južino. Dečki, stojte, koste, južno je! Micika pa zdaj trkne se že Ker se data mislili, ker so kakšne južne bile više, ne? Ja. Tu je, jaz sem hodal po Maheju in tako sitne, teče ruda bija, pa tu vsa. Kafetovi žganki začijene, veš kako? Skledal, pa smo videli. Skledal? Vsi, ene zajemali. nekši nareski. Ja, Tak, ja. Ali pa parkiriču žven, ja. Ono pa kafe, to je. To je bilo tak, mala južna mes, ne, tako so že potile kupili. Se samo na špricar prišel. Ja, šprica, kaj pa te, samo, saj veš, še ni bilo pravega šprica nekda. Ja. Ker ni bilo slatine, in se slatina uporabljala sem, jaz se uporabljala tota soda bikarbono, ne, eno žlico soda notri v en glaš mitrske, tisto zgonilo, tu pa teži špricar kakno. Šmarnica. Pa še šmarnica bila. Pa še jabušnica. Pa če še jabušnica bila, ja. Ne pa še so se ni vedeli tako pijače zrihtati, če bi se lahko glih tudi. Vse je tako bilo bolj postore. Ja. Ja. Te pa so začeli včasih kakšne hece razlagati tudi, ne. To je bilo, ne. Pa zapelo se, da tudi je. Ja, te pa že smo malo že potli, da se že malo pilu, ne. Da bomo špricar prijel. Ja. Ne, tukaj bi pojutro prvo zapele, tu kdaj se je delo, pa malo te se potle. To smo tu Meglove, te smo tak dečki peli, kak premjane, Trilaž, pa jaz, pa Marjan, pa Milan, pa same takšne. Južna se tak na travnik prinesla, pa se Tisto se je tak na južno prinesla. Ja. Potle pa smo domov prišli, te pa bilo vrede, jeste. Ja. Piro pečena, kakšno svinjsko meso pečeno, pa tako. Pogače. Kak treba. Pogače. Južne pa so bile bolj. Ja, južne pa tak, malo nekaj mogo pojesti. Po južini so kosci ponavadi kar pohiteli, travnik je že zaradi vročine bilo treba čim prej pokositi. Na travnik pa so v tem času prišle že ženske z grabljami in rasohami. Kakorkoli, pokošeno travo je bilo treba malo v kup pograbljati in napraviti šajbe. V glavnem pa jo obračati vsaj dvakrat na dan. pomladi pospívale se, grablice moje obzajka vesne. Treba te gremo, treba jutri dole, srečno! Včasih so ženske prišle že proti konci košnje naše, ne, so že prišle razmetovati, ne, kak se kočke, malo sonca pokazala dio. Ker predvsej ste pa tudi rozhodbujše, ne? To je bilo ne še tih obračalnikov. Tu je Mila Rasoha, pa Vilja, te pa je samo tak pred sobe šla nekaj bi napikovala. Ja, ne, to sem tak. Pa niti je ni trebalo roko razmetovati, da so ne debeli plošči bili. Med opravili, ki jih je prinesel čas sušenja sena, je bilo obvezno tudi večerno kupčaje. Ja, ni večer čisto, ne sem biti rose, ne. Pred roso, ja, pred roso, ja, se skipčalo, ipek, ujutro pa doje, rosa bila dojete, pa se razmetalo. Se predposušilo, to bo mišljeno. Zato, ker se je predposušilo,
pa če je drugi dan daš napovedoval, če ni bilo skupčano, te bolje rjovo si bilo, ne? Če pa se skupčalo, pa lepše ostalo, ne? Nekaj malo bilo rjovo, pa notri lepa krma. Alov naredimo, ja, to tako kak se tu reče. Opa, Jezus, počaka malo. Jezus, kopa da teči. Po 2 dneh, če je bilo sončno vreme, je seno bilo suho. Običajno popoldne ga je bilo potrebno naložiti na voz in ga odpeljati domov. Krmo notri spravljajo, so rekli. Domov so jo običajno odpeljali z vozom, ki so ga vlekli konji ali pa krave. Šlo je za eno težjih opravil, kjer je za delo poprijelo kar nekaj ljudi. Ženske so v kup spravljale, moški pa nalagali. Je bil voz, naprimer, vse to ti voze, veš, mi smo rekli baglem, pa lujtra, pa vse, ne. Te pa so tu bile dugše lujtra, pa 5-6 metrov gor, 4, kak je bilo. Te pa je tu nekda, bolj tota stara krma bila, pa ni izkusil, palo drugače, pa se spodaj ena blaga vrgo, ne. Te pa se... Tu bilo važno, nekaj bi ti samo gor vrgal. Vse vrži zdaj, ovo je to. Tu se te vrgo. Tako pa je zdaj tu voz, tu se reklo na svitak, te pa za svitak, to te del drža. Pa sredino, ne? Te pa na sredino, tako. Tako je res sem bil, da si lahko čostik je prišlo do toga. Te pa se nalužilo, kako se visoko nalužilo, te pa žrt, pa tu, te pa se z grabljami občesalo okoli, ker se ne tako je škotlica. Vem, ker sem tu s Travnika, tu treba že peljati, te pa tisto zgroja, ne? Ja, sačne strani. Te pa te občesalo. Tu, če si z njej dobro občesal, te bi porinilo ven, potegnilo ven celi. Treba, če se začelo, ker se malo začelo škropiti. Dio! Danes je vse drugače. Košnjo travnikov in obračanje pokošene trave, pa tudi transport sena domov opravljajo stroji. So pa že na začetku bili v veliko pomoč človeku. Hanza in Franček se spominjata. Potle pa so začeli ljudje hoditi v Nemčijo, ne? Te pa so že Nemci imeli to, ker so skoje kosile, veš, ker se rezala, te pa so že pošiljali sendoje, kakšno koso to vem. Ruda, ne vem, domujo zrihto. Tako se te dvema kojima se halja, pa to lepo kosijo. Potem pa že so ti stari traktore, Kiričo Hanza si je prvi pripravil. V Nemčiji bija, Hanomaka, pa koso gore. Pljuk tašne, ki je ga zdignil, ki je za zelje potegnil na zode, nekaj bi na hidraliko. Te se zdignil, tako. Samo kosov, dobro je meja kosov. Ja, samo skaj ostaši den plošnic. Bolje pa kosa, še pa še. Res, da so kmetijski, tako kot vsi drugi stroji danes, človeku v veliko pomoč in da so dela veliko hitreje opravljena. A nikoli ne bodo ljudem zamenjava za druženja ob mnogih kmečkih opravilih. Četudi je košnja in spravilo sena bilo težaško opravilo, sta ljudem prinašala tudi veliko dobre volje in najbrž vrsto nepozabnih doživetij. Smo se tako reči, včasih vedoki, tako si, pasko meni dosti kosijo. Dečki, ko se so sklepali, radi bi na košjo šli. Že ob eni v kip se zbrali, niti se še ne dali. Tako se je kosilo včasih.
Verjamem, da vas je med nami še kar nekaj, ki pa se takšnih družnih košenj še dobro spominjate. Za spomin pa bo najbrž tudi še kakšen prispevek v bodoče, tako da se nam le pridružite tudi v prihodnje. Danes pa hvala za pozornost in srečno!